Tik pred zadnjim soočanjem smo na mariborskem letališču tokratne goste vprašali, kako odpraviti socialne neenakosti med državljani in državljankami. Kaj storiti, da vsaj zmanjšamo revščino? Mi moramo ustvariti več, da bomo lahko delili več. Ni pa rešitev tista, ki jo vidijo nekateri, da tistim, ki nekaj imajo, vzamemo in damo revnim. Ker potem bomo postali vsi revni. Mi moramo gospodarstvo spodbujati, mi moramo privatni sektor, kot tudi seveda državna podjetja, vzpodbujati, da bodo ustvarila več. In če bodo ustvarila več, bomo lahko več delili. Njihova izhodišča za reševanje revščine so zelo različna. Razloge revščine moramo odpravljati z neko, novo družbeno pogodbo in drugačno gospodarsko politiko, ki izhaja iz delavca in tudi njegovih pravic. To, kar pa moramo nemudoma narediti, ne da to dela kolega Krabonja in Upornik, je seveda premislek in sprememba socialnih transferjev. Prav poslanci in poslanke bodo imeli s sprejemanjem zakonov in pravilnikom možnost, da vplivajo na tehnološki razvoj in zagotavljanje več delovnih mest. So pripravljeni na to, zakaj se zavzemajo? Jaz se zavzemam za to, da vse tiste investitorje, torej podjetja, ki investirajo v tehnološko napredne proizvodnje, jih dodatno stimuliramo, dodatno subvencioniramo in seveda tudi tisti, ki zaposlujejo nov kader, iskalce zaposlitve, dolgotrajno zaposlene, mlade, tudi starejši in tako dalje. Jaz mislim, da je tehnološki razvoj in zaposlitev gresta z roko v roki, enega brez drugega si težko predstavljam. Čemu še vedno ni urejena tretja razvojna os, cestna povezava Koroške z osrednjo Slovenijo je skorajda že uganka. Zato smo kandidate vprašali tudi, kdaj pride na vrsto Koroška. Dokazano je, da če imamo cestno infrastrukturo kvalitetno zgrajeno, da tudi gospodarska rast. In zdaj je tudi čas, da Korošci pridejo do te blaginje, ki jo že čuti osrednja Slovenija. Ta periferija pa pravzaprav je zapostavljena in čas je, da enkrat poskrbimo za dostojanstvo vseh ljudi v Sloveniji, ne glede na to, kje si rojen. To ne sme vplivati na tvojo kvaliteto življenja. Tudi cestna povezava z Mariborom je v slabem stanju, železniška povezava pa se, namesto da bi se razvijala, vse bolj zaustavlja. Žal se ta zgodba s Koroško vleče ne samo zdaj v Sloveniji, vlekla se je že tudi prej. Če samo pogledamo, ukinjajo se tudi kakšne druge prometne povezave, ki so včasih funkcionirali, recimo železniška povezava med Mariborom, Dravogradom, Ravnami, Prevaljami praktično ne deluje, mogoče je nekaj par vlakov, ki vozijo na dan. Kam bodo našo državo zapeljali poslanci in poslanke, ki bodo izbrani na volitvah 3. junija, bo jasno med njihovim mandatom. Da jo bodo peljali v smer, kamor želimo državljani in državljanke, pa je vsaj malo odvisno tudi od naše izbire. Da bo ta pretehtana, vas vabimo k ogledu večernega soočanja na naši televiziji.